Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Resnica o algah, drugi del. To je danes. Pogovarjali se bova z isto gostjo kot zadnjič, to je gospa Manica Lemut, vodja strokovnega dela v podjetju Karso. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Poglejte, Manca, človek bi rekel, da o algah veliko vemo. Vsi se srečujemo z algami v taki drugačni obliki, ampak tudi v algah kot prehranska dopolnila oziroma v tistih algah, ki zelo koristijo našemu zdravju, pa pravzaprav ljudje vemo vse več. Po drugi strani pa morda dejansko še vedno premalo. Poglejte, že vi delate z algejo 11 let, kar pomeni, da se pravzaprav to vaše znanje nabira. Nekaj se ga pa podedovala od predhodnikov. A tudi že. Namreč Karso ima to že 20 let na tržišču, ne? In tako dolgo že pridobivamo znanje, oziroma več kot 20 let. Tako. Poglejte, sej ravno to je zanimivo. Namreč mi, ki jemljemo algejo že dolga leta, pravzaprav tu gre za neke vrste zaupanje. Za zaupanje neki firmi, ki je toliko časa na tržišču, ki se je obdržala na tržišču. Na vsezadnje vidimo, da prihajajo vedno novi izdelki. Dobesedno bombardirajo nas in skušajo nam dokazovati, kako je to boljše, pa kako je tu več te sestavine, pa druge. Poglejte, in če vzamem škatlico algeje v roke, pa dejansko, ko takole gledam, nič posebnega ne piše. Aha. Kako naj se pravzaprav potrošniki pa znajdemo, kako naj pa vemo, da je pa algeja dobra? V redu, vem, da je 20 let na tržišču, marsikdo to tudi ve. Kaj pa tisti, ki so šele zdaj mogoče začeli posegati po prehranskih dodatkih? Ja, poglejte, zdaj mi takrat, ko pač oblikujemo novo embalažo, smo omejeni vsekakor v prvi vrsti z zakonodajo in pa z prostorom, ki ga nam omejuje sama škatlica. Zdaj res je, da na škatlici takrat, ko jo oblikujemo, pač podamo tiste podatke, ki jih za zakonodajo moramo podati, pa je škatlica že zunaj kar precej polna z navodili in z vsem tekstom. Zdaj v resnici nam ostane samo še notranji, torej ta notranji list, ki je vložen v samo škatlico, to so navodila za uporabo, na katere se trudimo dati vedno veliko podatkov napram konkurenci. Je pa res, da je znanja o algah oziroma teh podatkov, s katerimi razpolagamo, toliko, da vsega tudi na navodila za uporabo ne moremo napisati. Ne? Vedno se potem trudimo podati na navodila tiste podatke, ki se nam zdijo za uporabnika najbolj oprijemljivi, torej zakaj naj uživa samo algo, kakšni so lahko dobri učinki in kakšni mogoče tudi kakšni stranski učinki uživanja, kakšna so doziranja. Skratka, je pa res, da ljudje, torej uporabniki, smo si zelo različni. Enega zanima, koliko klorofila vsebuje alga, pa v kakšni obliki so posamezni vitamini. Drugega zanima, kje je alga gojena oziroma kako je obdelana celična stena. Zato vse najine gledalce nekako usmerjam, naj nas pokličejo, če imajo kakšna dodatna vprašanja, če jih kaj zanima, telefonska številka oziroma kontaktni podatki našega podjetja so na voljo in tudi vedno smo zadovoljni vsakega vprašanja, ki ga dobimo. Ne? Je pa res, da tudi mi smo več kot 20 let pridobivamo določena znanja, izoblikovali smo si nekako smo si izoblikovali svoje potrebe oziroma vemo, kakšno algo želimo dati na tržišče. In vedno bolj ugotavljamo, da res tržimo vrhunsko klorelo, kajti v algeji je čista klorela pirenoidoza, ki velja za kraljico med klorelami. Klorela pirenoidoza je tista, ki ima res debelejšo celično steno oziroma neprebavljivo celično steno za človeka, ampak zaradi tega bolj veže nase strupe. Dočim klorela vulgaris ima lažje prebavljivo celično steno, ampak manj čisti organizem. Potem tudi lahko rečem, naša alga je gojena na Tajvanu in te alge veljajo za najčistejše, nažalost tudi najdražjo učinkovino oziroma surovino. Za algejo lahko mirno trdimo oziroma povemo, da je celična stena obdelana z tem spremembo pritiska, kar pomeni, da hranila ostanejo neoporečna, torej po obdelavi celične stene in za nas biorazpoložljiva.
In pa kar še je zelo pomembno, da je alga, torej ta klorela iz algeje, res izpostavljena v dobi svoje rasti sončnim žarkom, kar pomeni, da ima na voljo vrhunska hranila. In to so prednosti, ki odlikujejo visoko kvaliteto algeje. In te podatke verjetno lahko potem tudi zbrskamo na internetu, poiščemo in tako, kot ste rekli, pa vprašamo. Kadar kupujemo... Namreč, kako se znajti, ne? Težko. Tudi mi praktično, če bi jaz bila klasičen potrošnik in se ne bi toliko let ukvarjala z algami, bi bilo verjetno zelo težko prišla do zaključkov, kaj sploh povprašati, na kaj biti pozoren, ko kupujem klorelo. Zdaj pač kot nekdo, ki se že toliko in toliko let ukvarja z algejo, lahko mirno trdim, da je treba pač res posvetiti neko pozornost, ko iščemo alge in ne nasest prodajalcu, da je alga pač alga, no. Treba je malenkost raziskovati in jaz lahko samo povem, da mi smo na voljo in da pri nas bodo gledalci oziroma vsi dobili informacije oziroma znanja, ki jih imamo. Poglejte, Mance, glede na to, da sva se že tudi pogovarjali o teh lastnostih in predvsem, da ta alga v algeji, to se pravi klorela, zelo jača oziroma krepi imunski sistem. In zdaj le spomladi, vsi utrujeni, praktično zeleneni od nekega zimskega spanja, če lahko tako rečem, po drugi strani pa ta gripozna, virozna obolenja, ki nas pravzaprav popolnoma sesujejo in potem človek resnično potrebuje neko dodatno moč. Ali lahko rečeva, da deluje tudi algeja na nek način ravno v tem pomenu besede, da se bomo bolje počutili, da bomo bolj močni, da bomo lažje nenazadnje premagovali tudi kakšna taka obolenja, kot so tele spomladanske gripe? Vsekakor v prvi vrsti oziroma algeja res poskrbi za popolno harmonijo telesa. In zdaj, če ste me že izzvali za embalažo, oziroma bom vzela iz škatlice kar tale naša navodila za uporabo, hotela sem reči vložni listič. In sicer, naprimer, kaj smo mi napisali, komu algeja lahko pomaga, ne? Naprimer, vsem ljudem, torej vsem aktivnim ljudem, ki se redno ne prehranjujejo, ki veliko sedijo in imajo zaradi tega slabšo prebavo. Potem, naprimer, algeja je zelo dobro dopolnilo k vegetarijanski ali pa veganski prehrani, se vsebuje beljakovine, visok delež beljakovin, z vsemi esencialnimi aminokislinami. Potem priporočamo jo nosečnicam, doječim materam, kajti algeja je vir železa. V tem obdobju ponavadi železa primanjkuje, prav tako tudi nosi naravna, popolnoma varna druga hranila, ki jih potrebujemo v nekih obdobjih, ko smo v drugem stanju. Dobrodošla je za otroke v času pospešene rasti, tudi takrat so naprimer hranila bistvenega pomena, dobra, varna hranila, ne? In predvsem vsa hranila, ne? Tako, in pa vsa hranila, torej na enem mestu v optimalnih razmerih in tako za nas tudi izkoristljiva, ne? Kajti, če bi mi zdaj izvlekli C-vitamin iz pomaranče, to vsekakor drugače, kot če pojemo celoten sadež, ne? Ali pa jabolko, naprimer, ne? Kjer C-vitamin sodeluje z vsemi drugimi fitokemikalijami oziroma temi minerali, vitamini in šele takrat postanejo ti vitamini dostopni. Prav tako je to tudi v algeji, ne gre za sintetični izdelek, ampak za praktično algo, kakršna je v naravi, samo da je obdelana celična stena in hranila za nas postanejo dostopna. Tako je. Potem za vse, ki rabijo tole, ko ste mi že omenili, za vse, ki rabijo v tem spomladnem ali pa prehodnem obdobju nekako več energije, ki jih pesti pomladna utrujenost. Algeja je vir železa, ki praktično vpliva na to zboljšano počutje, zmanjša se utrujenost, dvigne se tudi imunski sistem. Tako da praktično algejo vidimo, da lahko uživa vsa družina oziroma precej ljudi. Vsekakor pa ne more iti mimo dejstva, no, da alga, klorela tudi intenzivno čisti organizem. Ja, in zdaj, poglejte, nekaj drugega me še zanima, ali pa mogoče čisto taka opaska ob tej algi, ne, milijone let, no, vsezadnje življenje se je začelo z enoceličnimi organizmi. To se pravi, milijone in milijone let ostaja taka, kot je. Pravzaprav bi človek lahko rekel, ima vse, kar potrebuje življenje. Res je. Zdaj, zakaj se toliko časa ohranja na zemeljski obli, brez da bi se spremenila? Prav zaradi te celične stene, ki jo ščiti pred zunanjimi vplivi, ne?
In v sami celici, torej znotraj celice, pa so praktično res vsa hranila, ki jih potrebujemo in alga potrebuje za optimalen razvoj in rast in vsa druga živa bitja tudi. In naprimer alga vsebuje oziroma klorela vsebuje več kot 80 hranil, ki jih vsekakor znanost pozna. Znotraj same celice pa še toliko neraziskanih drugih različnih hranil, ki še praktično so sploh neznana in verjemite, so verjetno tudi tista hranila, kljub temu, da so v manjših količinah, zelo, zelo pomembna za to, da alga deluje na tak način, kot deluje. In kar ste že sami preomenili ali pa ste me opozorili, da so ta vsa hranila na kupu, torej v praktično idealnih razmerjih in delujejo v sinergiji in samo tako lahko hranila nosijo potem tiste dobrodejne lastnosti oziroma dobrodejne učinke, kot jih poznamo pri algi. In mogoče zdaj, ko govorim, da še raziskujejo nova hranila, ne vem, v 19. stoletju so takratni zdravniki govorili, da človeški organizem potrebuje samo 4 vitamine, da je zdrav. Danes nekje ta številka se giblje okoli 100, torej da nekje 100 fitokemikalij potrebujemo, da organizem lahko funkcionira. Verjemite, da še več jih bo v prihodnosti in jaz sem skoraj da prepričana, da bodo prav iz te mikroalge, torej klorele, še izolirali kako hranilo, ki bo dobrodejno in ugotovili, da dobrodejno vpliva na nas. Poglejte, omenili ste čiščenje organizma. Rekla bi, da je to zelo, zelo pomembna stvar. Namreč saj vemo, marsikatero naravno zdravljenje sploh bazira na tem, da je pravzaprav vsa bolezen oziroma vsaka bolezen ima svoj izvor v nečistem oziroma v preobloženem pravzaprav v tem notranjem celičnem okolju. In kaj bi potem dejansko lahko rekli, da brez čiščenja organizma, dodatnega čiščenja, kajti naša hrana je dodatno preobremenjena z marsičem, pravzaprav nekako ne gre, ne? Ja, ta problematika zasičenost človeškega organizma s strupi in okolja je praktično mnogo večja. Razsežnosti so res velike in dejstvo, da vsako leto se te strupi nekako kar kopičijo oziroma tudi vedno več je teh nekih inovacij v svetu, ki prinašajo nove in nove strupe, se kar potencirajo, no? Ampak kaj najhuje? Da mi kot potrošniki smo pa veseli, da se jajca ponev več ne prijemajo, radi se pohvalimo, da se naš avto dobi pospešek v 6 sekundah na 100 km/h. Ženske smo zelo navdušene nad deodoranti, ki nas ščitijo 24 ur. Mislim pa, da se premalo zavedamo dejstva, da vse to nas zastrupla, ne? Vse te kemikalije pa nekako škodljivo vplivajo na naš organizem. In glede, če verjetno napovedim, da bomo leta 2100 živeli nekje 100 let, je smiselno razmišljati o tem, da če želimo to življenjsko dobo preživeti kvalitetno, da poskrbimo tudi za svoje zdravje. Zdravje vsekakor pa lahko poskrbimo s tem, da se kvalitetno prehranjujemo in da čistimo organizem. Ne? In ne vem, koliko se zavedamo, da so naša prebavila nekako, čista prebavila so osnova za zdravje. No, ampak tu se potem človek vpraša, kaj pa naši možgani pri tako preobremenjenem organizmu? Tudi tako prebavila, ker praktično iz prebavil prehaja največ strupov potem tudi v druge dele našega organizma. Zato je bistveno držati prebavila v nekem normalnem delovanju. Ne? Mogoče tu ena čista taka izkušnja, ki sem jo pred kratkim bila deležna. V Ljubljani sem delala pač na terenu in sem srečala eno sestro, staro 34 let, ki so zelo pogosto mučile migrene, imela je boleče menstruacije, slabo se je počutila. Skratka, šla je k zdravniku in so ji pri 34 letih dali vrečko zdravil in pa diagnozo depresija. Ta diagnoza je praktično blazno prizadela, kajti ženska je aktivna, mlada in depresija ni lahka bolezen. Ne? No, potem pa se je pogovarjala z svojim prijateljem in je svetoval, da naj naredi čiščenje, mogoče naj poskusi z čiščenjem prebavil s hidrokolonikom, ne? Pri pač nekem izočenem terapeutu.
In ko je prečistila prebavila, praktično se je zdravstveno stanje izboljšalo. To je en tak mejni primer, ali pa mogoče samo toliko, da se gledalci lažje zavedajo, kako pomembna so čista prebavila. Možgani so pa drug organ, kjer se pa rada nalagajo pač težke kovine, predvsem svinec, kadmi, tudi cigaretni dim je praktično izvor teh dveh težkih kovin. Če se nalagajo v možganih, so velikokrat pa moteni te procesi mišljenja in zaznavanja. Ne? No, ampak tule imava še eno škatlico. Malo manjša je, na njej piše Algea, pa še dodatek, ki je meni zelo všeč. Fit. To pa je tisto, kar je pri teh letih zelo dobrodošlo. Že po 30. letu, verjemite, se bom povedala zakaj. Res, Algea Fit je nadaljevanka naše že uspešne Algeje in sicer verjetno smo izbrali ime ali pa smo izbrali zato, ker tudi vsebuje algo, čeprav 100% spirulino platensis, ki je dodan pač biorazpoložljiv oziroma naravni krom. In sicer alga, ta čas, ko raste, se ji v medi doda tale naravni krom, ki ga alga vsrka v svojo strukturo in potem tudi ta krom pridobimo mi kot uporabniki v tej kelatni biorazpoložljivi obliki. Pomeni, da dobimo krom, ki je primeren življenju. Tako, življenje ga je vsrkalo in tudi za življenje dalje je namenjeno za življenje. Ne? In sicer krom pa je mikroelement, ki skupaj z glukoznim tolerančnim faktorjem in izolinom omogoča, da se vzdržuje normalno raven glukoze v krvi, torej sladkorja v krvi. In v primeru, da smo po jedi, torej predvsem po obrokih, čutimo neko utrujenost, da imamo napade volčje lakote, da smo tisti, ki se nam zdi, da nujno potrebujemo nekaj sladkega ali pa škrobnatega, ali pa se nam morda že nabirajo blazinice tukaj okoli pasu, je Algea Fit pravi produkt za uravnavanje torej te normalne ravni sladkorja v krvi, oziroma verjetno nam že primanjkuje kroma, če vse to zaznavamo. Torej, to pa res nisem vedela, da je krom tako zelo pomemben. Ja, po 30. letu začne vsebnost kroma oziroma koncentracija kroma v organizmu upadati. Kajti mi, ko se rodimo, nekako na svojo življenjsko pot prinesemo te pridobljene zaloge kroma. In do 30. leta te zaloge izčrpamo. Vsekakor tudi z hrano nekaj vnašamo, ne? Ampak ponavadi se do 30. leta zaloge nekako izčrpajo in v laseh in nohtih, če ne damo delati analize, je velikokrat zaznati, da so nizke koncentracije kroma. Kar pa pomeni, da potem občutimo, se pravi, te napade volčje lakote, željo po sladkem, željo po škrobnatih zadevah, začnejo se nabirati blazinice in če dobro razmislim... Prej ali slej sladkorna bolezen, ne? Tako, to je že naslednja faza oziroma konec, nadaljevanka teh potreb, je pa potem pridobljena sladkorna bolezen tipa 2, torej diabetes tipa 2. Ampak kaj sem želela še povedati, da imam veliko prijateljev, ko je prav po 30. letu začelo uživati sladkarije, prej pa jih niso marali. No, zanimivo, ne? To se pravi, da se že kaže pravzaprav ta tendenca oziroma ta želja organizma, da nekaj nadomešča. Ja, in krom je tudi dobil potrjeno zdravstveno trditev oziroma claim od EFSA, tako da v resnici deluje na tem nivoju. In komu je Algea Fit namenjena? Algeo Fit lahko uživajo, praktično priporočamo vsem tistim, ki se neprimerno prehranjujejo. To je predvsem tistim, ki uživajo veliko belega sladkorja, moke, maščob, kajti krom sodeluje pri presnovi metabolizmu teh makrohranil in seveda, če pojemo veliko teh živil, se tudi veliko kroma porabi za to presnovo. Torej pride hitreje do pomanjkanja. Algeo Fit priporočamo tudi nosečnicam, doječim mamam, kajti takrat se v organizmu zaradi teh hormonskih sprememb
producira tudi več inzulina in če mi praktično nimamo dovolj kroma, potem ta inzulin optimalno ne deluje, se tudi lahko pojavi diabetes, nosečniški diabetes. Potem Algeo Fit priporočamo, kot sem že omenila, vsem tistim, ki se jim že nabirajo blazinice, torej je presnova motena, starejšim od 30 let, zato ker takrat pade vsebnost kroma, športnikom, kajti z urinom in z potom se izloča krom iz našega organizma. Prav tako je ob športnih aktivnostih tudi povečana ta pot, oziroma poveča se prenos glukoze v same celice in pri tem prenosu sodeluje tako inzulin kot tudi krom. Veste, kaj mi hodi na misel? Namreč, kaj pa, če smo ljudje na dieti, iz kakršnega koli razloga? Seveda, če naprimer že... Namreč takrat zagotovo nimaš vseh hranil, nimaš vseh živil, slabo se počutiš, metabolizem ne deluje, nivo sladkorja ni pravilen. Vsekakor je zelo pomembno bolj omeniti tiste ljudi, ki jim zdravnik že nekako predpiše dieto zaradi povišanih vrednosti sladkorja ali pa maščob v krvi. Torej, ali so povišani trigliceridi ali pa glukoza. In pri tistih ljudeh bi bilo zelo smiselno dodati Algeo Fit. Niso še bolni, ampak na dobri poti, da zbolijo. Lahko rečeva tudi pri holesterolu, pri uravnavi holesterola? Tako, krom sodeluje pri metabolizmu makrohranil, torej sladkorjev, glukoze oziroma maščob in pa ogljikovih hidratov. No, prav zanimivo tole vse skupaj. Res, po svoje ste me presenetili. Ampak zdaj me nekaj zanima. Poglejte, jaz jemljem Algeo. Ali je smiselno, da jo zamenjam za Algeo Fit? Ne, vsekakor ne. Pri Algea res celostno podpre človeški organizem. Torej od tega, da prebavila dobro delujejo, da se nekako izboljša delovanje imunskega sistema, da dobimo potrebna hranila oziroma hranila, ki jih pač z neko neuravnoteženo prehrano ne dobimo. Dočim Algea Fit pa je zelo dobra kombinacija k Algeji, kadar se nam pojavljajo posamezni znaki oziroma kadar... Aha, to se pravi, to ni pravzaprav tisto, kar naj bi jemali ves čas, tako kot Algeo? Tudi Algeo Fit lahko jemljamo. Lahko ves čas. In v tem spomladnem času, ko začnemo hujšati, ko se začnemo nekako ukvarjati z maščobnimi blazinicami, je to idealna kombinacija oziroma idealen parček, da nekako jih združimo. In kako potem? Pol-pol? Je zdaj, glede na to, da tudi spirulina prinaša hranila, podobna hranila kot klorela, lahko morda zmanjšamo kakšno tabletko Algeje in jo nadomestimo z Algeo Fit, kjer pa še dobimo dodatno tale krom, ki zelo, zelo pripomore k normalnemu delovanju našega inzulinskega sistema. Poglejte, ljudje si tako zelo želijo hujšati in tako zelo zgubiti predvsem takele maščobne blazinice. Po drugi strani pa veš, da vsaka dieta te na nek način osiromaši. To se pravi, po eni strani, če bomo drugače se prehranjevali, zraven jedli še Algeo Fit, pomeni ne bo potrebe po sladkorjih, ne bo potrebe po moki, ne bo potrebe po teh stvareh, lažje bomo hujšali in predvsem pravilno in brez kakršnih koli slabih posledic. In tudi na dolgi rok se zaščitimo pred razvojem diabetesa, če so te mejne vrednosti povišane in jo želimo uporabiti zaradi tega. Hvala lepa. Tole so bili pa dejansko danes krasni podatki. Hvala tudi za marsikoga veliko upanja, predvsem pa na nek način lažje premostiti določene težave, ki se pojavljajo spomladi. In to je bistveno na naraven in varen način. Ja. Srečno, nasvidenje. Srečno tudi vam.